Pozdravljeni, dobrodošli v oddaji Moja dolgodiščina na Ljubljana TV. Povabim vas, da si ogledate oddajo, ki vas bo navdušila, kako lahko na prisoten način hodimo po naravi in z vsemi svojimi odprtimi čutili malo bolj zaznamo vse, kar je okrog nas, in to na nas vpliva na pozitiven način, odpre nam čustva in odpre nam vse naše zaznave in nas popelje v boljši vsakdan. Tako da prisrčno dobrodošli. Dobrodošli v novi oddaji Moja dogodivščina. Danes z nami v studiu Erika Kobal, ki se ukvarja s promocijo zdravja. Telesno, s telesno usmerjenimi praksami in ekoterapijo, kjer narava postane prostor za umirjanje in stik s samim seboj. Njeno delo vabi k počasnosti, dihanju in prisotnosti. Erika, dobrodošla in hvala, da si prišla k meni v studio. Za začetek nam povej, zelo veliko reči počneš. Kdo je Erika s tvojimi besedami? Pozdravljena in Manca, hvala za povabilo. Jaz sem v bistvu, če kar začnem, po duši raziskovalka življenja. Tako da mene je življenje vodilo skozi neko neformalno promocijo zdravja, skozi vso mojo pot, pa stik z naravo. Me je vodilo tako, da sem se najboljš počutila v bistvu v naravi. In to je bilo nekaj takega domačega in moja pot je šla pa malo v poslovne, v tako smer, da sem bila v komerciali, v korporativnem svetu, v financah in tako naprej. Ampak skozi mojo življenjsko pot sem se pa vedno bolj približevala temu mojemu notranjemu klicu. To mi je res zanimiva zgodba, ker si bila tako v gospodarstvu, potem si šla pa skoraj da ne v nasprotne vode. Ja, prav res. V bistvu dolga leta tudi v družini smo imeli tako naravnano, da v bistvu kaj bomo sproducirali bolj materialno in storitveno naravnano. Ampak jaz sem pa imela te notranje klice malo drugače. Neka upočasnitev me je klicala že skozi moje življenje, že od nekdaj. Ampak sem v bistvu poleg službe sem vedno raziskovala, s čim se lahko malo reguliram, kaj meni pomaga. Tako da sem prišla zdaj v zadnjih letih do tega stika in do mojega bolj pristnega poslanstva. To je pa pač to, da pomagam ljudem, da inspirirati jih, navduševati za naravo in za tehnikami in svojim stikom z sabo, svojim telesom, kaj nam sporoča, pa to, da se v bistvu bolj slišimo, da znamo prisluhniti sebi. O telesu bova čez nekaj minut več povedali, ampak bi šla za začetek malo v tvoje otroštvo. Povedala si mi, da ko si bila majhna, da si se terapirala v naravi, citiram. A nas povabiš v tisti čas in prostor? Kako je bilo to videti? V zgodnjem otroštvu sem živela, najprej smo živeli v Kranju, potem pa tudi malo ven iz Kranja na vasi in veliko smo bili v stiku v naravi, plezali po drevesih, se igrali, šli še tiste igre kavbojce in indijance. Tako da, to je bilo nekaj pristnega. Potem so recimo sestrično sva nabirali zdravilne rastline pa prodajali potem za tako minimalno ceno, samo toliko, da se nama je fino zdelo, da so nekaj zaslužili gospenke, so hodile k moji recimo stari mami. Tako da ta stik je bil pri meni že vedno nekako razvit. Pa recimo obdobje teh najstniških let, ko se začnejo malo ta uporništva, pa si čutiš pokrivam za kaj obdolžen ali pa pač te družinske kakšne nesporazumi. In pa sem šla v gozd in sem rekla, me sploh ne bo, doma sem rekla, me ne bo več nazaj. Ampak seveda sem vedno nazaj prišla in imela sem kakšne svoje točke, da sem prav šla na določene kraje, ki so me pritegnili, in tam sem se v bistvu to je ta izraz, sterapirala, samo da nisem temu tako rekla, ampak videla sem, da me narava čisto prepoji, da
sem lahko res v stiku sama, me pomiri in ja, zregulira vsa čustva, ki so mešana. In v teh najstniških obdobjih je to kar pomembno. Takrat si nekako zasadila seme za to, kar počneš danes, ne? Ampak mi je zanimivo, ko si rekla, da ko si šla v naravo, malo pobegnila od doma za kratek čas, si šla v naravo, dobila stik z naravo in hkrati stik sama s seboj. V resnici verjetno za to tudi gre, ne? Ukvarjaš se s telesnimi pristopi, ekoterapijo, študiraš promocijo zdravja, mislim, da si ravno v tem času v izpitnem obdobju, si prej povedala, s telesno psihoterapijo. Zelo veliko teh terminov imava, verjetno se povezuje v eno skupno zgodbo, kako bi jo pripovedovala. Zagotovo. Recimo ekoterapija, to je v bistvu čuječnost v naravi in to nekako vsi po malem delamo, mogoče ne tako temeljito, če samo in če tega ne vemo. Ampak ja, je ta stik z naravo in gremo bolj v telo, v čutenje sebe. Glede na to, da je današnji svet toliko prepleten s tehnologijo in tem, pač to res potrebujemo. Potem, ja, telesni pristopi, telesno psihoterapijo tudi študiram in to mi je pa dalo ta spoznanje, koliko imamo mi v svojem živčnem sistemu zapisanega in se pravi, nosimo vse od otroštva naprej in v določenih situacijah, lahko so to vonji, lahko so nekaj, kar vidimo, nekaj, kar slišimo, nas lahko že zmoti. In naše telo se temu odzove. In to je ta skupen imenovalec, da telo nam sporoča in se v bistvu prepleta. In v naravi se pa seveda zreguliramo. Tako da in ekoterapija, telesno psihoterapija, pa tudi druge tehnike, sem tudi inštruktorica TRE, to je Trauma Stress Relief Exercises, so to je v bistvu tenzije, napetosti, ki jih imamo v telesu, lahko tudi reguliramo in telo nam v bistvu samo ven odda s tem tresanjem. In je tudi ena tehnika, ki vse to v bistvu prepletam skozi moje delo. In ja, in skupen imenovalec je pač to, da se posvetimo svojemu telesu in da ga končno zaslišimo. Zelo zanimivo. Torej, nas uči ekoterapija oziroma tudi ti, kako iti verjetno iz razmišljanja iz glave v telo. Tudi sama imam to izkušnjo, da prevečkrat razmišljam, pozabim pa na telo, ki nam na različne načine lahko sporoča. A poveš par simptomov, recimo, ali pa klicev, ki jih da telo? Današnja največ je te izgorelosti, izčrpanosti in tega velikokrat sploh ne prepoznamo. Veliko smo ljudje v teh anksioznih stanjih, ki je današnji urnik službe, obveznosti, nas pripeljejo v to. Tako da se s tem sreča večina ljudi, ker je svet je hiter, vse je tako naravnano, da smo vsi nekako mini žrtve tega. Pa potem je pa odvisno od tega, kako znamo to regulirati. A imamo kaj takega, imamo hobi, ki nas sprosti, a imamo morda hobi, ki se še bolj preteramo in si morda tudi rekreativno škodujemo z nečim. Tako da zato te tehnike ali pa vse, kar jaz počnem, je v bistvu nam dajo to vstop v tisto, kar je res naše. Če mi upočasnimo dih, mogoče, ko smo z nekim nalogom, ko smo v akciji, sploh ne vemo, da ne dihamo ali pa dihamo samo tako z zgornjim delom pljuč zastalo. In potem, ko si dovolimo, ko gremo v naravo, je seveda dih tisti, ki nas nekako prizemlji, ko stopamo po poti, po gozdu, pridemo bolj v telo. In to nam že da, brez da karkoli vemo ali pa preberemo. In nekaj je to, kar naravno imamo, pa morda veliko ljudi že počne, ne rabijo nobenega izraza, ne ekoterapija ali pa nič, ker to že delajo. Veliko pa, ker je svet tekmovalen in naravnan v to več, boljše, hitreje, smo pa morda tudi sami, recimo v popoldanskem času, preveč tekmujemo, želimo v določenem času nekam priti. Tudi sama sem v hrib hodila včasih na drug način, kot danes, recimo.
Tako da, ja, prisluhniti sebi, upočasniti, to se učimo. In ko se upočasnimo, se tudi bolj slišimo. To mi je lepo, ko si rekla, da si včasih na hrib začela drugače hoditi. V resnici gremo v naravo, ampak morda še doprinašamo k temu stresu v telesu, a ne, če želimo višje, hitreje, močneje, vse boljše, a ne. Tako da malo bi se dotaknila še te regulacije, ker se mi zdi zelo zanimivo, a ne, da ko gremo zavestno v naravo, eno je dih. Ja. Kaj so še morda take vaje, jih lahko Ja, delamo? vsa čutila v bistvu. Ko se osredotočimo na to, kaj vidimo, da pogledamo več stvari, vidimo, da veliko več vidimo, kot če ne pomislimo, kaj vidimo, a ne, če samo hodimo. Morda hodimo, pa vidimo samo, da smo šli mimo dreves ali pa kakšna skala, kakšen ptič, ne vem, kakšna žival. Tako da, ja, bolj smo pozorni na vsa čutila, se pravi, kaj vidimo, kaj slišimo, a ne, so zvoki ptic, vetra, šumenje, različni, in da skušamo nabirati čim več, se pravi, čuječno. Vonji so tudi, jaz imam zelo rada, moj drevo je bor, recimo, ko hodim med borovci, me tako čisto odpre in mi da neko svežino misli, svetlobo, ja, odprtost. Ja, se pravi, vse to povezovanje z drevesi, z živalmi, z naravo na različne načine. Tako da, ja, veliko je, vaje bova še mogoče malo kasneje. Tako, vzeli si bova kratek odmor. Drage gledalke in dragi gledalci, z Eriko odhajava na kratek odmor, bodite z nama tudi po pavzi. Pozdravljeni nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Danes z Eriko Kobal klepetava o zdravju, ekoterapiji. Zdaj bova nadaljevali s konceptom geomantije. Tudi s tem se ukvarjaš. Verjetno je tudi to povezano z regulacijo čustvenega stanja, o katerem sva pred odmorom govorili. Kaj pomeni geomantija, kako se povezuje to zgodbo s tvojo zgodbo? Ja. Geomantija je v bistvu holistična medicina, ki povezuje prostor in človeka. Se pravi, kako smo mi v okolju. Pogleda se, na kakšen način, kako se mi počutimo. Pa to je mišljeno ne samo narava, da smo zunaj, ampak tudi kjer živimo, kako se počutimo v lastnem stanovanju, v hiši, kako se počutimo v kraju, kjer smo. To vse odseva neko našo sliko, neko naše notranje počutje. Tukaj je ta povezava z telesom in tudi živčnim sistemom in to. Če smo zadovoljni, smo tudi zadovoljni v kraju, kjer smo. Ne? Vse to je povezava, v bistvu odslikava, odzrcaljenje. Tako da geomantija je recimo tudi, če bi pogledali včasih, ko so postavili recimo cerkve na določena mesta, ne, so skozi ta pristop geomantijski. Točno so vedeli, kam, kje je pravi kraj, ker so znali začutiti. In to začutiti imamo mi v resnici vsi v sebi. In to bi lahko natrenirali, seveda, če se posvečaš nečemu dalj časa, imaš sposobnosti, vsi jih imamo, ampak ker smo v tem svetu, kot smo že prej rekli, toliko oddaljeni zaradi različnih faktorjev od sebe, smo malo težje v tem stiku, ampak vsi imamo pa priložnost, da to treniramo, da gremo in v naravo, v okolja različna in vidimo, kako smo tam in kaj to nam pove nazaj. Tudi geomantijski pristopi se povezujejo z elementi, se pravi voda, zrak, ogenj, zemlja in vse nam to, nekam gremo, kako se mi počutimo tam. Odseva nam, odraža nam neko naše trenutno stanje, hkrati nas pa tudi regulira, ne? Ta naš živčen sistem posredno. V bistvu bi rekli tudi, da je del ekoterapije, ker ekoterapija je krovni pojem za različne prisotne aktivnosti v naravi. Ne? Tako da, zanimivo. Ja. Me je spomnilo na merjenje tudi z nihalom. Ja. A ne, ko me je spomnil učitelj naš,
da smo inštrument v resnici mi. Ja. Ne nihalo samo. In to mi je bilo res zanimivo in da se naveže na tvojo zgodbo. Mi smo inštrument, ampak smo se preveč začeli zanašati na razna orodja, tehnologijo v raznih oblikah. V resnici smo pa mi tehnologija, Tako. a ne tista, s katero lahko... Ja, tako da geomantijsko niti nihala ne potrebuješ, ampak v bistvu začutiš skozi prostor, skozi sebe prisotnega, povezanega, gore, spodaj. Ko si ti v sebi, začutiš, imamo toliko bolj odprta vsa čutila in ta senzoričnost naša se poveča in to je ta inštrument. Mi smo inštrument, ne? Vsak od nas lahko to razvije. Samo vaditi moramo, kakor kakšen glasbeni inštrument. Tako, točno tako. Iti v naravo in vaditi. In vredno je tudi, če gremo, pa na začetku smo ob potoku reki nekje, pa rečem, nič ne čutim, ne. Recimo, marsikdo bi rekel, ne. Ampak ne, pojdi 2-krat, 3-krat, 5-krat, ne. Razvijemo, vsi lahko čutimo. In enako je tudi pri telesni psihoterapiji, ne. Lahko pride stranka pa reče, nič ne čutim, pač diham, slišim, vidim, nič, ne, kaj, ne. V resnici pa zdetektiramo sami pri sebi, v katerem delu, kje me tišči, nisem okej, katero čustvo. Znamo mi povedati, mi smo ta inštrument. To je skupna nit vseh teh mojih delovanj in pristopov. Saj tudi prepoznamo, naprimer, ko gremo v različne prostore, recimo na kakšen poslovni dogodek, jaz grem zelo velikokrat in res začutiš, kje se morda počutiš bolj domače, kje se ne, a ne, to je tudi morda ta odnos med prostorom pa našim telesom. Zdaj bi šla pa v en poseben prostor, ne praviš, da so gore svete. Zakaj? Pojasni. Ja, gore pomenijo neka stabilnost, svetloba, mogočnost, trdnost, veličastnost. In ko gremo gor na hrib, pridemo na vrh. Dobro, sama veš, si nagrajen. V bistvu meni dajo veliko ali uvidov, spoznanj, zresetirajo me. Čist je en poseben, mogoče tudi to, da smo Slovenci ali pa Gorenjci že od majhnega zelo v stiku z gorami. Mi smo hodili vsak vikend recimo v hribe. Čeprav sem imela vmes obdobje, ko sem se čisto uprla med 14 in pa 17 letom, pa sem obljubila mami, da zagotovo ne bom nikoli v življenju hodila v hribe, kar se je čez 3 leta precej spremenilo in sem začela sama s svojimi prijatelji. Tako da to je nekaj, kar imamo kot v krvi ali pa to povezavo. In za mene so svete in tudi geomantijsko, bi rekel, je tudi ta pogled, da so to neke točke, neka povezava, ki uravnava neko deželo ljudi in vse skupaj. Jaz to verjamem. Tudi jaz verjamem, predvsem zaradi tega meni zelo paše, ker je tako odprt prostor, ne nujno na samem vrhu, ampak ko hodiš tudi proti gori, se ti cela narava tako odpre. In je v resnici si obkrožen samo z naravo, z ničimer drugim. Nobene hiše ni, morda pa ni skrič, ampak pa mir, pa ta perspektiva z vrha, izgleda, Recimo, jaz imam tudi rada nočne, Doma sem bila velik del pod Kriško goro in tam se lepo vidi cela Ljubljanska kotlina, ko greš zvečer, recimo, in vidiš te lučke. In to ima tudi svoj čar. Sigurno. Kaj lahko pa o vodi poveš z tvojega vidika? Meni so jezera sveta. Ja, jezera so umirijo, nam dajo neko čutek varnosti v bistvu, kar je spet za nas, za današnji svet, za živčni sistem naš, umirijo nas. Ali pa recimo reke, potoki, v bistvu povezane so s čustvi, vsi vodni elementi, in mi smo mogoče bolj odprti, Zato recimo jezera, če rečeva, smo imeli povezavo srcem ali nekaj te odpre v srcu. Pač ta mirnost nate tako deluje, mogoče ne na vsakega, ampak odpre nekako naša čustva in smo mi bolj
odprti bolj v sebi, a ne? Bolj sami v sebi, pristni, svoji, avtentični. To, kar želimo, da bi bili, a ne? In tudi ljudje okrog nas, da bi delovali potem v medsebojni komunikaciji, ja. Vse verjetno gre tudi tako, ne? Gremo mi k vodi ali pa v gore, kakršenkoli elemente že za nas svet, in potem, če smo mi bolj umirjeni, če smo mi osrediščeni bolj vase, verjetno to vpliva tudi na naše bližnje ljudi, a ne? Absolutno. Če smo mi v sebi, v bistvu smo veliko bolj odporni na vse, kar se dogaja v okolici. V bistvu naša kapaciteta za vse, kar se dogaja, se pravi, tudi stresne stvari je veliko močnejša. Ali če nam nekdo nekaj hoče, pa če smo mi povezani s sabo, ne more prodreti. Če si pa ti ves utrujen, izčrpan, imaš polno nekih obveznosti in vsega in že dolgo nismo imeli prilike, recimo, iti v naravo ali početi nekaj, kar te zregulira. Ja, ti pa neke neprijetnosti bolj zadanejo, ne. A lahko povečava še kakšne vzporednice, če smo rekli jezera, srce, a je gost povezan s kakšnim drugim delom telesa, kje so še tukaj? Ja, gost je recimo, če rečeva, ne vem, če v čakrah s tem primerjam, recimo mogoče s prvo čakro prizemljitev. Pač nas je v bistvu tista prva, če gremo v gost, stopamo po tleh, pridemo bolj v sebe. Takoj nam pomaga, da se bolj čutimo, ne. In da mogoče lažje tisto, kar imamo doma za prenašati v službi, neke probleme ali pa karkoli. Ja, gost je recimo ta, sem tukaj, sprejemam svoje življenje, ne. Kaj pa slapovi? Ja, slapovi pa, ja, mogoče že višji. Ja, še bolj odprt kanal nekako. Recimo slapovi, pri slapovih se lahko tudi zdajle vmes recimo povem. Ja, ena vaja je ta recimo očiščenje, a ne, recimo vse, kar ne rabim, da greš pod slap ali ob slap, pa te nekako s tem pretokom ali pa s temi z delovanjem nekako prečisti. Ali pa še ena recimo druga vajca, ki se jo da delati v naravi, je pa, da greš ob slap in se počutiš, kaj vse recimo sem dosegel v življenju, na kaj sem vse ponosen, in to je ta moj, v bistvu, kada cel slap, to, kar teče, ali pa te kapljice in vse, so vsi v bistvu moji dosežki, vse, kar sem v življenju, in te v bistvu spet napolni na drug način, a ne. A rabiš v smer, da nekaj izprazniš, spereš, ali pa v smer, da nekaj, ja, da te malo dvigne. Zanimivo. Ja. Naš namen je pomemben, ne? Tako. Torej gremo v naravo z nekim namenom, Tako. zdaj, ali bo slabo v tistem trenutku Tako. nekaj sprav iz našega Ja. telesa, Ja. ali bo pa poudaril tisto, kar je res naše. Ja. Še enkrat si bova vzeli kratek odmor. Drage gledalke in dragi gledalci, z Eriko ponovno odhajava na odmor. Bodite z nama tudi po pavzi. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Z Eriko Kobal raziskujeva ekoterapijo. Erika, veliko se govori o negativnih ionih. Poznamo to v slapov in gozdovih. Ali obstajajo še kakšni podobni pojavi, ki jih čutimo v naravi, pa jih morda ne znamo razložiti, pa je fajn, da smo pozorni nanje? Ja, najbolj bomo pozorni, če bomo se posvetili temu svojim čutilom. Okay. Kar sva že prej majčkeno omenili, se pravi, ja, kaj vse vidim, kaj vse slišim, kaj se vonjam, tudi okus. Če so neka drevesa, neke igelce, nekaj to čutimo včasih tudi na jeziku, na okusu. Tako da vse to imeti čim bolj odprto in potem tudi zaznave pridejo. In to, kar sva tudi že malo omenili, vaje. Se pravi, ko mi pridemo nekam, ja, negativni ioni, to je dokazano, a ne? In bolj prisotno bivanje v naravi ali pa hoja ali pa sedenje na neki točki nam da veliko več, a ne?
Ni vse dokazano, veliko se raziskuje. Recimo v tujini so tudi dobijo, recimo ekoterapija, pojem je tudi green therapy ali pa blue ali pa tako, in dobijo tudi na recept, recimo za Novo Zelandijo, vem, dobijo prav nature prescription, v bistvu na tak način. Mi smo še malo daleč od tega, mogoče meni uspe čez promocijo zdravja, kaj v povezavi z zdravstvom. Ampak ja, v resnici je veliko dokazanega na različne skupine, mogoče mladostnike ali pa starostnike ali pa dementne, pač za različna stanja so raziskovali in veliko tega je, zato sem jaz tudi v svoji diplomski, ki sem na temo ekoterapije pisala, sem vse to poiskala in ampak tako, morda je to, da naravo veliko premalo cenimo, ne. Preblizu je, na dosegu, v bistvu to je terapija, ki je zastonj, ne. Ves čas na voljo. In je zaradi tega ves čas na voljo in zaradi tega manj vredno, kar je žalostno, ampak ja, če bi bili samo bolj prisotno šli, pa že to je nek pojem, ki marsikdo, kaj pa je to, ne, prisotno. Pač kar nazaj se moramo naučiti neke stvari, ki so sicer človeku čist naravne pa domače. Pa morda prevečkrat želimo neke znanstvene dokaze, a ne? Ja. Smo nekako se tako sprogramirali, da želimo nek dokaz v knjigi, če ne, to ne velja. Pa v resnici vemo, če gremo kamorkoli v naravo, po možnosti brez telefonov, ali pa vsaj, da so v žepih, lahko takoj začutimo, da se bolje počutimo. Ko si omenila Novo Zelandijo, obstaja tudi termin nature deficit disorder. Tako da ne povezano s tem, da dejansko imamo v sodobnem načinu življenja premalo narave, ki jo žal jemljemo preveč samoumevno. Ja, pa premalo v resnici terapevtsko, kar je, ne. Gremo samo malo v naravo, kamorkoli je že to vam blizu. In to je poziv vsem. Dajte, pejte, tudi če je samo 5 minut, 10 minut, dajte, vredno je. Vsak tak mali košček, ki si ga v dan dovolimo dati, nas lahko napolne in nam že neko razpoloženje ali pa neko težavo umili ali pa zniža. V raziskavah sem brala, da je 30 minut na teden že dovolj, da lahko to pozitivno vpliva, ampak ne smemo se omejevati na dol. Ja, take raziskave so kar premalo, bi jaz rekla. Ampak boljše to kot nič. Ja, ker če pogledamo skozi promocijo zdravja, strani Svetovne zdravstvene organizacije se priporoča kar 150 do 300 minut na teden za odraslega človeka, da je v gibanju nekem, saj to lahko sprehod. Tako. Ja, rabi biti to zdaj neka tako da 30 minut na teden bo kar premalo. Vsaj to, začnite s tem. Ampak ja, jaz pravim, dajmo nekaj tako, da je kontinuirano, da je vsak dan ali pa lahko tudi kakšen dan ne, naprimer včeraj, predvčerajšnjem, se je marsikdo težko spravil ven, ampak ja, dajmo vsaj malo. Tudi po 5 minut ali pa par minut, vse šteje, samo da gremo, da se premikamo, da nekaj naredimo zase, pa tudi če je košček po košček. Pa da se gibamo, ne? Tako. Erika, veliko potuješ, v zadnjem obdobju si bila na Baliju, Korziki, a je tam narava kaj drugačna? Kako tam v tujini recimo dojemamo te stvari? Kaj bi tukaj lahko povedala? Ja, narava velikokrat je drugačna, v drugih krajih ali tropskih ali... Ja, ampak v resnici smo pa mi bolj odprti, mi naša čutila, mi smo v nekem pričakovanju, z veseljem gremo in ja, energije so drugačne, kultura je drugačna, vse to se nekako prepleta in naše dojemanje in naša senzibilnost morda se tudi poveča, zaradi tega smo še bolj navdušeni ali pa nas fascinirajo stvari, seveda je pa narava tudi drugačna, če greš nekam v tropske konce, je drugo rast, je vse drugačno, pa nam je všeč in nas napolni in tako. Ampak domov se vedno radi vrnemo. Ali pa Korzika, recimo Korzika je sploh Slovencem, zelo veliko Slovencev hodi na Korziko, ker tam imaš in hribe in morje, in to je tisto, kar nam je zelo všeč. Čeprav mi, ki smo še včasih z družino hodili, smo šli
tako pol hribe, pol na morje. Zdaj sva šla z možem sama lani, sva bila pa samo par dni na morju, ker nam je ta gorski pa notranji del, no je bolj ta mir. Terapiral. Ja, bolj terapiral, ja. Režija nam je že pokazala 2 fotografiji, ki si nam jih pripravila, pa bi te prosila, če jih lahko malo pokomentiraš, ker se lepo povezuje s tem, kar se pogovarjamo. Ja, tole je evo, naš Triglav, v bistvu pogled moj od doma in to je bilo 15. septembra 24 in je bilo tako kot en vulkan, ki je res fasciniral. Zato pravim, ni treba daleč, a ne. Včasih, ja, v tujini smo navdušeni pa to, ampak dajmo gledati doma. Jaz sem zaljubljena tudi v našo deželo. Seveda je tudi raznolika pa pestra pa tako in vsakič najdem, jaz vsak dan najdem motive, da imam lahko res lepe slike, ki so mi tako wow. In to je tudi moja neka, moja terapija ali pa moja, to, kar potrebujem. Ali pa listek, a ne. V bistvu, to sem pa dala sliko, kot če pogledamo list, pa se povežemo, se pravi, če malo vaje iz ekoterapije, a ne, pogledamo, vidimo, da je listek poškodovan, a ne, da nekaj manjka, pogledaš, kako se počutiš, kako lahko povežeš to z sabo, a ne, kaj odseva, mogoče imam jaz tudi kakšne rane, a ne, se morda ne vidijo, ampak ja, obstajajo. In potem vidimo, kako imamo morda sočutje do nekega predmeta v živi naravi, lista, drevesa, nekaj, kar gledamo, a ne, a imamo do sebe tudi, a ne. Včasih se lahko vprašamo, ali pa tako rečeš, kaj bi rekel, a ne, temu listu. Neke dobre stavke, besede, a ne. V redu je, nič ni hud, a ne. Pa moraš pa iste stavke reči sebi, recimo, to je vaja, a ne. Ti je pa že čudno, a ne. Je že malo nenaravno morda. Nenaravno, to ja, ampak tudi, a čutiš to res, kar rečeš, a ne, pa vidiš, da ne, mi moramo biti trdni, mi moramo biti skozi okej in brez luknjic, tako, brez luknjic. Brez napak. Tako. Ampak ravno v popolnosti, v nepopolnosti, a ne, tudi listi. Ja. Ali pa v naravi pa občudujemo, a ne, ki je nekaj drugačno, a ne, pa pri ljudeh ali pa pri sebi smo pa toliko samokritični, a ne, velikokrat. Tako da ja, to so te poveznice, mi, naše telo, naše dojemanje, naše čutenje in narava. Ja. Koliko nas vse lahko nauči narava, ne? Ja. Erika, povej nam ponovno naslednjič, ko gremo v naravo, kaj početi, kako biti, kaj bi nam rekla za začetnike? Ker pogosto letimo po naravi, letimo v gore, fotografiramo, letimo potem nazaj. Ja. Za začetnike je to, da pojmo bolj počasi, recimo. Pojmo bolj počasi. Pol skušamo najti neko točko, nek kraj, ki nas pritegne, a ne. Mogoče pogledamo par dreves ali pa rastlin, grmičkov, kako so, ali pa recimo nekje vidimo, ki rastejo zelo skupaj ali pa prepleteno, pa ne morejo, ne. Pa gledamo to, pa vidimo, se probamo povezati, kako se bi počutili, a ne, če počutili ta rastlina ali to. In v bistvu to odslikavo delamo, a ne, na tak način delamo vajo, a ne. Kako sem pa jaz, a ne. In to je spet tako, kot pri listku sva rekla, a ne, spet drugače vidiš, v naravi vse lepše pa drugače vidimo, a ne. Pri sebi pa hočemo marsikaj zakriti ali pa potlačiti, a ne. Tako da ja, ali pa vaja tako, da hodiš na neko točko in sediš tam in si en dan, pa drug dan, pa tretji dan, recimo, da je to bližje doma, a ne, kakšen konec. In da vidiš, kako si, kako je tvoj dih, kako sem, da sam tam sem in kaj doživljam. Pač to je to čisto začetniško, a ne. Recimo, če pa kdo ne more, ali ima kakšne omejene, ali invalidi, ali starejši, ali ne morem. Tudi lončnice je rastlina, a ne. Se pravi, mi tudi v prostoru domačem lahko imamo ekoterapijo, a ne. Sigurno. In se povezujemo. Tako da
vedno se da, a ne. Ali že takrat, ko zalivaš, skrbiš za rožo, vse to je bilo tudi dokazano, ali lepe besede eni rastlini ali pa drugi govoriš, ali pa tudi to povezovanje jaz in elementi iz narave, a ne, tudi to sočutje, ki sva že omenili, ali pa recimo daš lončnice, pa jih malo premikaš, pa vidiš ene rastline nekje boljš rastejo kot druge, a ne. To je vse spada pod ekoterapijo, ne, prestavimo, vidimo. Skrbimo za naravo in hkrati skrbimo zase. Ali pa recimo tudi tema meje, a ne. Ali se pustimo mi kot ljudje, med drugimi pa v komunikaciji, da nas nekdo vedno povozi ali pa reče, pa hočemo nekaj, pa nehamo, a ne. Tudi rastline, a ne, kje paše, nekaj ne gre skupaj, tako kot ljudje vsi ne gremo skupaj, a ne. Neka energija je, a ne, to se vse v bistvu da delati poveznice, a ne. Samo videti moramo zdaj, a ne. Erika, hvala za tvoje pripovedi. Kje lahko spremljamo tvoje delo? Ja, jaz imam profile na družabnih omrežjih, na Facebooku, na Instagramu, pa postavljam spletno stran holisticvibe.net, tako da tam bom zaenkrat obrazac, tam bom vse svoje delo v bistvu objavila. Imam pa tudi v planu iti Camino Krk, bom organizirala delavnice maja, pa potem tudi septembra, oktobra, ko bomo šli tako, da je v bistvu hoja, malo ekoterapija, malo zelišča in da bo tako na prisoten način v bistvu vse to, kar smo govorili, bomo šli v živo, pa tudi manjše delavnice v naših krajih, kar bom pa sproti objavljala. Se pravi od marca naprej, no, kaj me čem toplej. Ja. Super. Erika, hvala, da si bila naša gostja, hvala za vse tvoje pripovedi in vaje. Drage gledalke in dragi gledalci, verjamem, da ste bili navdihnjeni, kaj vse lahko narava ponudi za naše zdravje, tako duševno kot tudi fizično. Tako da vabila vsem vam, da greste čim prej k sebi v blizu doma v naravo. Bodite z nami tudi naslednjič v oddaji Moja dogodivščina.